Luka Elzner, reprezentančni odmor ste izkoristili za prijateljsko tekmo v Zagrebu proti Lokomotivi, težak nasprotnik, izid 1-1, pa čeprav je bilo morda celo kaj več v igri. No, prvo, kar moram poudariti in pohvaliti fante, da dejansko nismo odložili orožje takrat, ko smo prejeli ta zadetek, imamo še nekaj časa v tekmi in smo neko dodatno energijo najdli, da smo se vrnili prek te prekinitve v rezultatskem smislu in nadaljevali po nekem dobrem ritmu celotno tekmo, čeprav danes pogoji za igro so bili dosti zahtevni glede na vročino, ampak še enkrat, to si želimo izgraditi, da v nobenem momentu ne odnehamo delati, ne odnehamo se boriti za rezultat in vsekakor sem z tega vidika zelo zadovoljen, po drugi strani smo tudi lahko zadovoljni s temi priložnosti, ki smo si jih ustvarili. Tega ni bilo ogromno v zadnjih tekmah naših in tukaj vidimo nek določen napredek. So bili določeni momenti v tekmi, kjer smo malce škripali v sami organizaciji, v pokrivanju, v razmišljanju, kako pokriti prostor, ampak vsekakor moramo vzeti celotno zadevo v neko splošno razmišljanje o kvalitetnem nasprotniku, nekem potovanju v tujino in po težkem tednu treningu, ki smo ga imeli. Zdaj mislim, da je stvar zelo pozitivno izpadla. Kako daleč ste pri upeljevanju svojega koncepta v ekipo, v igro? Jaz mislim, da se nek oris nekih zadev že vidi, seveda smo zaenkrat še pa se držimo nekih osnov, kako premikati žogo v fazi napada, kako se mi postavljati dobro in organizirati v fazi obrambe, se držimo zaenkrat nekih načel, enostavnih, ki jih spoštujemo in potem, ko bo to stabilizirano, prijeto, potem bomo lahko iskali neke nove rešitve, neke nove poti, ampak vsekakor pa preveč informacij ne bi bilo pozitivno. Mislim pa, da že neko razmišljanje, neko inteligenco so začeli igralci uporabljati, kar mi vsekakor spodbujamo in se želimo, da je neprestano neko razmišljanje prisotno, neke ideje, kako izkoristiti to žogo in ne da se znebimo v prvem momentu, ko jo pridobimo. Vsekakor so še momenti, kjer to ne funkcionira najbolje, to je normalno, ampak počasi se proces premika, je pa to zaenkrat na malce nestabilnih tleh, tako da gremo prvo zgraditi neko dobro podlago, da potem lahko nadaljujemo. Končno so se vrnili tudi nekateri igralci, Jelar, Balkovec, Majer. To veseli? Veseli, ker imamo potem širši kader, močno konkurenco, neko bitko za pozicijo v prvi enajsterici in to samo po sebi že prinaša kvaliteten trening, motivacijo, ker si dejansko vsak želi izboriti minutažo in iz tega vidika me zelo veseli, da so se vrnili. Pripravljeni so na delo in tudi kondicijsko so danes pokazali, da so nekje na nekem začetnem nivoju, da lahko konkurirajo za prvo ekipo in to so seveda pozitivne novice za nas, za nadaljevanje prvenstva, kjer prihajamo v ciklus zelo zahtevnih tekem in pa časa, kjer bo razmeroma malo časa bo za regeneracijo, za delo in tle rabimo poln kader imeti, če želimo ustvariti rezultat. Še teden dni do Maribora je že v mislih? Maribor je v mislih bil že naslednji dan po Olimpiji, če ne že isto noč, vsaj v moji glavi, tako sem probal tudi usmerjati naše igralce, se pripravljati že od prvega dne, da na tej močni, zanimivi tekmi ustvarimo dober vtis pred našimi navijači. Tega do zdaj nismo bili sposobni in upam in vse delamo, da bo ta slika veliko bolja v soboto. Najlepša hvala, srečno. Hvala.